Februarska Aškerčeva lučka. Dragi Aškerci, prosim, hvala, oprosti. 3 čudežne besede. Kdaj pomislite na njih? Jih pogosto uporabljate? Kdaj ste zadnjič nekomu rekli oprosti? Kdaj ste nekomu zadnjič rekli hvala? Kdaj ste zadnjič nekomu rekli prosim? Pravijo, da so te 3 besede stvar olike. Sama sem mnenja, da so veliko več kot olika. Kako se počutite, če vas kdo prosi za kaj? Prijetno predvidevam. In če vas prosi, ga težko zavrnete. Se strinjate? Beseda prosim deluje čudežno. Tako tisti, ki jo izgovori, občuti v sebi občutek, da ga nekdo potrebuje, da mogoče ne zmore sam, in če mu bo odobreno, bo za to hvaležen. Njegovo srce bo preplavil občutek radosti, veselja, da mu je nekdo pomagal, priskočil na pomoč, ga rešil iz zagate. Tudi tisti, ki mu je namenjena beseda prosim, občuti z druge strani klic po pomoči. In redki so primeri, ko tega klica ne zaznamo ali ga včasih ne želimo zaznati. Saj ko človek drugemu pomaga, se sam napolni z drobnimi, pozitivnimi čustvi. Ko začutimo iskreno hvaležnost nekoga, ki je prosil za pomoč, smo za trenutek s tem človekom povezani na prijeten način. Lahko bi rekli, da nam uporaba besede prosim velikokrat polepša dan. Kaj pa beseda hvala, druga čudežna beseda? Iskren hvala je kot čudovita dišeča roža, ki zraste na travniku, kjer raste le trava. Njen pomen se dotakne vsakega posameznika, ga omehča, mu privabi nasmeh na obraz. In kako malo je potrebno, da nekomu narišemo nasmeh na ustnicah. Včasih je dovolj že besedica hvala. In še zadnje izmed čudežnih besed je beseda oprosti. Ta beseda ima resnično moč. Lahko bi rekla, da včasih deluje celo zdravilno. Spomnimo se, da se lahko veliko čustvenih ran začne z izgubo te besede, ker nam je ostala nekje v grlu. Lahko se zgodi, da se začne širiti prepad med nami, če se je ta beseda nekje izgubila. Lahko bi rekla, da je beseda oprosti težka beseda, a tako nujna med nami. Kako odleže človeku, če se mu nekdo opraviči za storjeno dejanje. In tudi tisti, ki se oprošča, se na koncu počuti olajšanega, lažjega, kot bi se rešil težkega bremena. A kot veste, verjamem v nas in vem, da zmoremo uporabljati vse 3 čudežne besede, iz dneva v dan. Mogoče si lahko zastavimo majhen cilj in dan začnemo in končamo z besedo hvala. Ne pozabite, na svetu ste zato, da ste srečni. In ne pozabite, v vas se skriva čudovita moč in potencial, ki komaj čakata, da prideta na plano. Verjamem vsakega izmed vas, ja, tudi v tebe, na naše čudežne besede.